Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je danes sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z aktualnimi temami. Med drugim je komentiral odločitev Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je konec marca zavrnilo vlogo za gradbeno dovoljenje za 35 vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj, kar se tiče vetrnic, je stanje takšno, da je ministrstvo izdalo odločbo, s katero je zavrnilo zahteve investitorja po izdaji gradbenih dovoljenj za dve te večji polji, to je Areh in Tri Kralji, prav tako za kablovode, za ostalo so pa zaenkrat po naših informacijah investitor sam umaknil. Tako da je v tem trenutku so se postopki ustavili. Predvidevam, da je to tudi vezano na eni strani, predvsem verjetno, pa sigurno ne na odzivnost vseh tistih, ki bi jih ta postavitev najbolj prizadela, govorim seveda o krajanih oziroma ljudeh, ki živijo na tem območju. Na drugi strani je tudi velik del stroke se strinja s tem, da vetrnice na tako zaščiteno območje ne sodijo, no temu so pa sva sledili tudi sklepi občinskega sveta. Je pa vse res, da bomo postopke, ker so tudi neke pritožbene možnosti, spremljali tudi še v nadaljevanju. Res pa je, da tudi državna raven pelje določene aktivnosti, saj ena tista, kot si jo jaz razumem, ki bi po mojem morala biti že prej narejena, pa verjetno tega ne bi bilo. Gre za to, da je pristojno ministrstvo, mislim, da v izdelavi študije v kontekstu nekega državnega prostorskega načrta za celotno območje Slovenije, v katerem bi opredelili potencialno območje za postavitev vetrnih elektrarn. Čeprav ena tovrstna študija, ne bom rekel, da je enaka, ker ne vem, kaj točno vsebina te bodoče je že bila narejena in tudi v tisti študiji Slovenska Bistrica ni, oziroma Slovenska Bistrica pa Pohorje ni predvideno za postavitev elektrarn. Več z novinarske konference župana dr. Ivana Žagarja si boste lahko ogledali v oddaji Bistriški TV tednik.